Dobrodošli vsi skupaj še z moje strani. Pred nami je okrogla miza, urca in pol razprave, debate na širšo temo, kot je samo razširjanje in uporaba rezultatov. Ker če berete vodnik po programu, je to, mislim, da prva ali druga zadeva takoj na začetku kot pomemben element implementacije projektov in uporabe. To smo danes zdaj že ene parkrat povedali. Kljub vsemu, popoldanskem dnevu bo tudi delavnica namenjena tej temi, ki bo bolj konkretna, ki bo mogoče bolj strukturirana z vidika programa Mladi v akciji oziroma Erasmus plus Mladi v akciji. Ta del, okrogla miza, namen pa je bolj, da spoznamo neki širši okvir okolja, v katerem se neko tako razširjanje lahko dogaja. Ne? In zato bom kar predstavil goste, ki nam bojo pomagali podati en tak okvir oziroma neko mogoče širšo perspektivo implementacije projektov. Če začnem na drugi strani, je z nami Bor Kirn, član društva in ožje skupine Mladi hišni prijatelji. Projekt je bil sprejet, oziroma del projekta je bil tudi sprejet v prejšnjem programu Mladi v akciji. Poleg njega sedi Jan Peloza, predsednik Mladinske zveze, brez izgovora Evropske mladinske zveze za alkoholno politiko, to sta dve organizaciji. Človek stalno na poti, včeraj je bil še v Bruslu, danes zjutraj že z nami. Od New Yorka do Indije ga dobite na mailih in na telefonih, ko rabimo mi neki, da dopolnijo kakšen projekt. Ja, bomo, sam da pridem nazaj. Sam pravi zase, da je otrok programa Mladi v akciji, mogoče bo sam kaj več o tem povedal v nadaljevanju. Žiga Vavpotič, mislim, da ga ni treba posebej predstavljati, poznate ga, njegovo ime, njegovo delo, ustvarjalnost. Žiga je strokovni direktor oziroma nekdanji strokovni direktor in soustanovitelj Zavoda Y. Kot rečeno, mislim, da mu ne manjka navdiha več o sebi in svojih vizijah in poslanstvu. Verjamem, da nam bo lahko povedal tudi tekom naslednje ure. Gospod Tomaž Ambrožič je direktor podjetja SV RSA. To je specializirana agencija za komuniciranje v športu. Če spremljate kakšen velik športni dogodek, zelo verjetno je on svojo ekipo v ozadju. Mogoče omenimo samo zadnji maraton ljubljanski, pa Evropsko prvenstvo v košarki, pa še marsikaj. Tudi on vam bo lahko zaupal skrivnosti in še kakšne uspehe in prijeme v tem biznisu in tisto, kar lahko tudi sami potem kaj uporabite. In poleg mene gospod Mirko Štular, odgovorni urednik Vala 202, drugega programa Radia Slovenije, najstarejšega in najbolj popularnega mainstreamovskega radia, si upam trditi, v Sloveniji. Je pa tudi predavatelj na Fakulteti za družbene vede, seveda predmet oziroma nekaj okrog predmeta radio. Dobrodošli. Ne vem točno, kako se imenuje ta predmet, zato sem to rekel. Radio, evo, potrjeno. Dobrodošli še enkrat vsi. Še eno opravičilo sem vam dolžen, oziroma pojasnilo. Vidite, da je moška družba, zato mi le omizjem. Veste zakaj? Zato, ker so naše kolegice dame izbirale goste. Tako da nisem imel izbere, to je rezultat. V resnici pa čez dan bojo moje kolegice oziroma sodelavke tudi z vami. Izšlo se pa je tako, da smo pač bolj moška družba, za tem omizjem. Eno vprašanje za vse, za začetek, za prvi krog. Kako vidite svojo vlogo v organizacijah oziroma kot vodje, ki jo upravljate? Ne samo formalno vlogo, da morate nekaj voditi, upravljati, ampak tudi čisto z vidika poslanstva, svojega lastnega poslanstva in poslanstva teh organizacij, v katerih delujete oziroma ste vodje. Začnemo kar, Bor, z vami. Kako vidim vlogo?
Ja. Ne vem, mi smo v bistvu kar tako padali dost na random, no, smo se zbrali skupaj in tudi ideja, ki smo jo dobili, je zrasla tako na enemu treningu za socialno podjetništvo, tako da smo se tudi zbrali čist naključno in v bistvu ni tako zdaj, da bi bil zdaj en vodja. Mi smo nas 5, smo vsi vodje in vsi pač tudi delamo, ne? Tako da nekako smo bolj, ker delujemo dosti neposredno demokratično, ne? Tako da ja, je pa seveda pride pol s tem tudi do določenih težav, ne? Ja, tako da sem v bistvu načelno tudi jaz za to, da se pa vseeno razdeli pri kakšnih projektih, delih projekta, tudi kdo bo koordinator, kdo bo to naredil za to, da pač se ve, kdo je odgovoren in da ve, kdo pač potem lahko prosi oziroma reče komu, da kaj naredi, ne, skratka lažje teče projekt, ne, če se koordinatorja vseeno izbere, ne. Zdaj nema se skratka, sami sebe vidite bolj kot člana ene skupine, tako, ki ima veliko idej in pač se koordinirate, tako, kako boste prevzemali vloge. Tako. Okay, hvala. Čeprav tukaj glih zaradi te neposredne demokracije včasih pride tako malo do takih, ne pride glih do tega momenta, da do vloge koordinatorja, kdo bo prevzel in kaj, ker si v bistvu noben niti noče ne prevzeti odgovornosti, ampak noče nekaj se postaviti nad drugega. Upam, da bo ta kabel dovolj dolg, ne? Ali imam ten drugi naprej? Mislim, da bomo končali z kablom okoli vrata. Ok, otrok programa Mladi v akciji. V bistvu si me pomlajšal, ker mislim, da sem otrok programa Mladina še. Še z Dragarjem predtem. Ampak bom rekel tako, no, tu se malo razlikuje to, kar bi jaz rad bil v naši organizaciji in to, kar v resnici sem, ne. To, kar bi jaz rad bil v organizaciji, bi rad bil vizionar, sanjač. To, kar pač v resnici sem pač deklica za vse, vključno z vizionarjem in sanjačem. Zdaj, da bi pač celotno zgodbo naredil malo bolj pikantno, bom pa rekel to, da kot je kolega omenil, mi smo začeli v bistvu čisto direktno demokracijo, že s tem, da smo bili ena velika družina in vsi smo se odločili vsemu. Potem se je pa zgodilo to, da ko imaš malo preveč ljudi, ta direktna demokracija malo nemogoča, no? In tukaj se jaz poskušam čim bolj odmikati sprejemanja nestrateških odločitev in čim bolj približati pri sprejemanju strateških, kar je pa zelo triki, še posebej, ker sem lih v zadnjem letu definicije mladih v Sloveniji, tako da mogoče je fino, da se ta stvar v bodoče pusti malo več mlajšim. Ampak še to bi rekel nazadnje, je omenil Primož, da počakaj, da pridem domov, da potem rešim. Lahko rečem, da vsaj zadnje leto, oziroma dobrega pol leta, kar imamo novo generalno sekretarko, ta zadeva tako ni več tako zelo potrebna, torej se nekoliko bolj nagibam tudi k vizionarju in sanjaču samo in manj deklice za vse. Hvala. Bomo s tem nadaljevali. Zdaj, jaz se včasih pohecam, pa moji to radi, predvsem v šali, povejo, da imam najlažjo nalogo, ne? In jaz sem ponavadi unka pride z idejo, ostali jo morajo pa narediti, ne? Zdaj, če se res koncentriram na simbiozo pa na Y, ki sta me na nek način najbolj zaznamovala, je verjetno, da sem si izbral 4 tematike, ki sem jim vedno sledil ali pa kar je bila moja naloga. Ker se mi zdi, da v življenju je pomembno, da karkoli delate, probate razumeti najprej sebe, v čem ste dobri in v čem niste dobri. In ko to znate razumeti, je v bistvu potem lažje delati. Nekje 4 zgodbe, ki sem si jih jaz zbral, so učinkovitost, so inovativnost, sodelovanje,
pa ta, da sem ponovadi bil jaz pain in the ass. Ne. Tako da, in potem sem se glede teh 4 stvari zelo koncentriral, vedno sem z veseljem z vsemi sodeloval, imel sem neke inovativne poglede, probal sem vse preganjati k učinkovitosti, pa ko je bilo treba na nek način državi pa podjetjem težiti, sem bil tudi jaz tisti, ki sem to nalogo na nek način prevzel. Se mi pa zdi, no, da pač je še en pomemben element, da probaš vedno tisto, kar govoriš, delati. Zato sem nedavno predal Zavod Y mlajši generaciji, neverjetno tudi to razlog, zakaj sem pristal v gospodarstvu, ne pa v politiki. Hvala. Lepo zdrav vsem. Jaz sem 17 let nazaj ustanovil podjetje oziroma agencijo za športni marketing. Danes nas je 11 in glede to, da se ukvarjamo glavno z športom in je ta številka nekako povezana recimo z nogometom, smo dejansko ratali ena ekipa, ki res iz športa, čeprav dobro, nismo športniki aktivni, bili smo pa bolj manj vsi aktivni športniki, iz športa nekje tudi iščemo oziroma jemljemo navdih za upravljanje, vodenje in za vse to. Tako da svojo vlogo na nek način vidim kot neke vrste trener, igralec, kot mogoče kapetan ekipe, kjer pravzaprav ne gre za to, kdo je samo tisti vodja, ki daje naloge, ampak vemo, da vse projekte, ki se jih lotimo kot ekipa, kot tim, ne v smislu zdaj premagovanja nasprotnika, ampak premagovanja izzivov, ki se nam postavijo. In moram reči, da je šport lahko res v mnogih primerih navdih za mnoge stvari, tudi za vodenje. In dobra ekipa, dober tim zna znotraj postaviti neko pravo organizacijo, da se ve za vsakega, kaj mu je naloga, da se ve, da vsak ve, na koga se obrne po pomoč, ki jo potrebuje. Seveda ekipa potrebuje vodjo, ampak vodja na nek način, če želi biti uspešen na igrišču, ni odvisen od sebe. Ni samo pomembno, da zna poveljevati, ampak mora biti enostavno biti sposoben upravljati enako vlogo kot vsak, ki je del tega tima. In ne samo pri teh ekipnih športih, mislim, da lahko v mnogih primerih tudi pri individualnih športih vidimo, kako pomemben je ta timski duh. Konec koncev, mislim, da je ravno zgodba pri Tini Maze je pravzaprav zgodba Team to Amaze, se pravi celotne ekipe, ki se je morda podredil navzven eni osebi, ampak ta oseba ve, da v bistvu nje ne bi bilo, če ne bi bil cel tim. Tako da mislim, da je to neka izkušnja, ki jo lahko vsak, ki je na svojem področju športa vleče, jo išče v športu, tudi v tej nepopustljivosti, tem navdihu, recimo, ki ga je Petra Majdič na olimpijskih igrah v Vancouveru pokazala in ki na koncu niti nima toliko veze samo s športom, ampak lahko prav na vsakem področju te športne navdihe prenesemo v ekipe, v organizacije, v projekte, ki jih vodimo. In jaz mislim, da nam nek način to uspeva, da tudi vsi igralci v naši ekipi to čutijo. Tako da sem osebno sam zelo ponosen, da v bistvu se ta ekipa ne spreminja, raste počasi in si želijo ostati v tej ekipi. In mislim, da je to nek pokazatelj, da smo na pravi poti. Dobar dan, še z moje strani. To je v bistvu samo drugače formulirano vprašanje, kot ga slišim včasih v vrtcu ali pa na faksu, ko me vprašajo, kaj dela odgovorni urednik. Piše maile, pogovarja se, sestankuje, ampak to ni vsebinski del pogovora oziroma tudi ne te debate. Uredniki in odgovorni uredniki predvsem postavljajo v bistvu smernice, zlasti odgovorni urednik, kaj se v svojem mediju oziroma kam naj se medij razvija, kakšna je njegova vloga v družbi, kaj naj počne zunaj tistega, kar mu je že tako in tako lastno, tukaj pa smo bližje, bodisi projektom, družbeni odgovornosti, vlogi, ki naj jo mediji, radio sodoben recimo ima. In če sem malo bolj konkreten pri nas, gre predvsem za to, kako odgovorni urednik ali pa uredniška ekipa razume, kaj naj ta radijski program, zdaj govorim dejansko o našem, počne zunaj FM oddajanja ali pa kako naj bo aktiven še na
1001 drug način. Kakšna je njegova vloga v družbi? Se pravi, po eni strani sem ali pa smo uredniška ekipa selektorji, po drugi strani smo načrtovalci, da tudi poskušamo ali pa želimo biti vizionarji in da moramo biti tudi deklice za vse. Včasih je treba tudi kavo prinesti na sestanek, če je gužva prevelika. Ne? Tako da konkretneje s projekti, predvsem v razumevanju družbene odgovornosti, se poskušamo angažirati na kar precej različnih področjih in kot javni radijski medij čutimo to dolžnost v naši uredniški ekipi zagotovo, vlogo javnega radija, ne pa samo zato, da delamo projekte, ampak tudi zato, da so ti projekti skladni in s pričakovanji naših uporabnikov, poslušalcev, javnosti in po drugi strani, da dosegajo neke ali čisto konkretne merljive učinke in neke kakovostne standarde in pečat ali pa vtis ali pa sled v družbi. Toliko za uvod. Konkretno, mogoče bomo še potem izvedeli o teh stvareh, o družbeni odgovornosti, vlogi medijev in ostalega, kar smo zdaj v uvodu slišali. Preden pa nadaljujemo, bomo zdaj videli dva primera. Jan in Bor bosta predstavila razvoj njunih organizacij oziroma skupin od neke ideje, začetka, kako se je ta ideja razvijala in kako so jo, bi rekel, promovirali, razširjali, kako je dosegala učinke in vpliv na širše okolje. Pa bi kar prosil, Bor, vas, da najprej predstavite. Ja, mi smo mladi hišni prijatelji, no, mi smo se, kot sem že prej rekel, spoznali na enem treningu za socialno podjetništvo, ki ga je organiziral MOL pa Zavod Tipove. Prišli tam smo izoblikovali idejo, pač čisto naključno smo se tudi usedeli skupaj in smo izoblikovali idejo o nekakmu servisu za lokalno skupnost, ne? In neko idejo o skupnostnem delu. Zakaj? Pač zdelo se nam je, da so staro mestno jedro v Ljubljani, ne, zelo veliko se vlaga ven v četrti pa praktično nič. Ne. In vse te mestne četrti, kot so na primer Savsko naselje v našem primeru, in pa tudi druge, ne, Moste, kaj se vem, Šiška, ne, so postale socialno, ekološko in ekonomsko degradirane. Ne. In potem smo pač rekli, da bomo mi pa to začeli nekako oživljati, revitalizirati to lokalno skupnost. In torej na tej podlagi smo pač naredili načrt o regeneraciji ter trajnostnem razvoju lokalne skupnosti. Začeli smo se dobivati recimo 3-4 mesece sicer kasneje po tem treningu, ampak smo prišli nekdo, ne spomnim se, kdo je poslal mail, smo se dobili in začeli se stankovati enkrat na teden po 2 meseca približno ali pa še malo dlje in smo prišli do nekega koncepta projekta, ki smo ga potem tudi prijavili na razpise. Zdaj, vmes ta čas, ko smo se prijavili, pa preden smo pač prišli do začetka izvajanja projekta, smo se povezali v mrežo, pač izbrali smo si, kot sem že rekel, Savsko naselje, povezali smo se pa še potem s Prostorožem, pa s Trkajem, ki je iz Savskega naselja, in pa še enim društvom Saprabold, kasneje pa tudi še z drugimi znotraj lokalne skupnosti. Potem tako smo se začeli potem tudi razširjati na ta način, spoznavati ljudi, že preden smo sploh začeli izvajati projekt. Naša organizacija izmed teh se ukvarja v glavnem z dogodki na terenu, na igrišču, na Šerkovi ulici v Savskem naselju.
ta igrišče smo si izbrali, ker je bil popolnoma degradiran, šavje je rastel, ni bilo potke, so bile zanemarjene, koša ni bilo, skratka slabo je bilo vse skupaj urejeno in mi smo rekli, da bomo to uredili in tle imeli dogodke. In tako da potem smo pa začeli dogodke, ne, zdaj tlele lahko malo vidite, smo imeli pražen krompir iz naših vrtov, ki smo jih tam naredili. Potem smo imeli kreativne delavnice, piknike, vodne drče, potem imamo luftkino, smo imeli ful enih filmov in tako naprej. Palačinke smo pekli, bolšji sejmi, skratka smo veliko pripravili enih dogodkov. Kako smo se pa promovirali? Zdaj, najbolj smo se promovirali preko letakov, Facebooka, plakatov, potem smo začeli tudi z časopisom lokalnim, ki ga je sicer urejeval Prostorož, ampak smo mi pač sodelovali pri urejanju in pisanju. Potem preko tudi palačink, ki smo jih pekli na dogodkih, smo prišli, potem so nas začeli klicati tudi iz Most, iz četrtne skupnosti Moste, pa iz Kut France Prešeren, pa tako in smo že veliko tudi tako. In potem pač ja. A veš, kakšna je to norost, ko so te palačinke? To je gužva do... Tako da ja, v glavnem smo se pa promovirali FB, Facebook, to edini socialni medij v bistvu in pa letaki, to je bilo glavno, kar smo dali. Zdaj, mrežili smo se pa ja, prek dogodkov, prek vseh teh projektov in potem, ko prideš predstavljati, ne, se potem tudi spoznaš z ljudmi. Spoznaš se preko Prostoroža in drugih smo veliko spoznali. Tako da, pa. Medtem ko mediji, v katerih smo bili pa v veliki večini teh glavnih tiskanih in spletnih in valovnih in televizijskih medijih, v bistvu to je bilo pa, večinoma so prišli kar sami do nas, kar je tako zelo zanimivo. Prej še nikoli nisem pri projektih doživel tazga medijskega zanimanja za kjerkoli projekt, tako da kar se tega tiče, smo bili pa zelo uspešni. To je v bistvu to. Ok, Jan, izvoli. Se slišimo? Ja, super. Jaz sem napisal skupaj en PowerPoint, sem da ga najdem. To je to. Prva debata, ki sem imel z Primožem, je rekel, predstavi filozofijo brez izgovora, pa imaš 5 minut. Sem rekel, no, to bi lahko v bistvu doktorsko nalogo iz tega napisal, ampak v 5 minutah ne bo šlo, pa mi da 8. Tako da jaz upam, da bom lahko v 8 to. Tako, ja, res je. Danes sem sanjal, da v bistvu to ni noben hec, da se zdaj izmislil. Mogoče za tega, ker sem razmišljal o tem včeraj, kaj bom danes govoril, ampak sanjal sem, da sem pristal z glavo v blatu in da v bistvu so vsi moji sodelavci zapustili. In odhajali, prav odhajali. In sem rekel, v bistvu očitno je res nekaj, slabo sem se počutil, ne, definitivno. In sem rekel, očitno je res nekaj na temu, da vse več postajamo tudi odvisni od celotne ekipe in na to ekipo sem ful ponosen. Med drugim tudi danes z nami tukaj kolegica, ki je ena od prihodnjih, po mojem mnenju, voditeljic naše organizacije. Dodatno mi pa še eno stvar povedal, medtem smo danes ljudje vprašali, zakaj nisem pobrit. To ima neposredno povezavo z no excuse-om. In to je pač izključno zaradi tega, ker je tako imenovan no shave november ali pa nekateri pravijo Movember, potem mogo imeti mustaš. Ampak v resnici je moje delo tako, da nimam nikoli časa. Ne? In v bistvu november pride zelo prav, ker v bistvu je no sleep november. Ne? In potem enostavno
imam izgovor, zakaj se ne rabim briti. V glavnem, brez izgovora Slovenija, kot sem rekel, otrok programa Mladina, je nastal v bistvu na podlagi ene malo boleče izkušnje v Izoli, od kjer prihajam, kjer sem nekako v skupini mladih politikov, ambicioznih politikov takrat začutil, da je naslednji korak k aktivaciji mladih ravno politika. Takrat sem tudi pri 18 letih, mislim, da sem imel 18 let pa 2 dni, so ustanovil eno mladinsko stranko v Izoli, Mladi za Izolo, in hkrati potem tudi ugotovil, mogoče po moje nič več kot 30 dni kasneje, da v bistvu ni vse tako, kot zgleda. Ne? In je pač naša predsednica postala podpredsednica ene druge večje stranke, ki je še danes v parlamentu. Tako sem rekel, da potem tega se ne bom šel. Sem pa ugotovil, da je v No Excuse-u, čeprav takrat nisem vedel, kaj to je, niti imena nisem imel, ampak sem gotovo, da je ena prihodnost definitivno in to, da do ljudi ne pričakuješ, da so politično profilirani, ampak da vseeno je nek power game, ki ga lahko ponudiš s tem, da jim omogočaš ali pa ne omogočaš tudi, če neka stvar gre narobe. Tako da No Excuse je nastal v bistvu kot nek NVO startup. Se pravi, nastal je na podlagi tega, da smo na začetku sanjali, zadnjih par let pa nam uspeva tisto, ko smo takrat sanjali. Torej, zakaj brez izgovora, sem na kratko povedal, ampak bistvo je, da razumete, da naše poslanstvo v bistvu stremi k temu, da se naredi neka družbena sprememba in predvsem osebnostna rast mladih. Zdaj, ko govorimo o družbeni spremembi, govorimo na področju javnega zdravja, na področju trajnostnega razvoja. Itak, tem, ki se nam ponudijo po potih še milijon, ampak odločimo se, da ostanemo v teh gabaritih, bi rekel Peter Debeljak. Tako da smo potem nekako nadaljevali s tem, da se mlade spodbuja nekako družbeno koristnemu delovanju in da oni soaktivirajo naprej, oziroma aktivirajo svoje sovrstnike. Predvsem pa ozaveščamo o nekih aktualnih tematikah in kar je bistvo, kot vsak bi recimo rekel, pri nas pa ga tu živimo, je kritično razmišljanje. Torej, načeloma ne govorimo samo o tem, da nekaj se kritizira, ampak se tudi predlaga in na to ukrepa. Zdaj, kot rečeno, začeli smo delovati kot novo startup, čeprav takrat te besedne zveze niti nismo poznali, in je poznamo zadnjih nekaj let, kar je ta podjetniška, zelo izpostavljena, ampak točno to smo bili. V bistvu iskali smo se, postavljali smo se v različne položaje, ampak med drugim lahko rečem, da je na našo veliko srečo na to zelo vplivalo okolje. Dosti mladi, dosti šole, predvsem pa naši financerji. No, tako da ne nazadnje, če ne bi bil tukaj URSM, pa če ne bi bil tukaj Movit, oziroma program Mladi v akciji Mladina oziroma Erasmus+, po vsej verjetnosti bi mi končali verjetno kje drugje. Po vsej verjetnosti ali v politiki ali pa nekje v kakšnih gospodarskih vodah, pa nič narobe s tem. Po drugi strani je ta naš kompetenčni model spet neko naključje bil, ko smo z Matejem Cepinom in s Pugljem kremljali, da v bistvu nas je kar precej in vse več delamo zadeve po naključju in smo preveč direktno demokratični in premalo ostaja nekih guidelinesov za prihodnje. Tako da ključno je, da se je potem postavile neke kompetence, torej serija nekih veščin, znanj in odnosov, ki jih želimo razviti in je potem v bistvu tako kot nek tekoči trak, čeprav se grdo sliši, iz leta v leto mlad človek raste na tak način pri nas. Ne? Kar je pa zelo podobno tudi recimo nekem konceptu skavtov in tabornikov, kar mi je zelo všeč, da v bistvu imamo že nek preverjen sistem nekje. Torej, kar je pomembno pri nas je tudi, da delujemo neodvisno od privatnih financiranj, ne zakaj sem se v javnih, očitno sem se zatipkal, kar po eni strani še bolj dokazuje, da smo res v javnem interesu. Čeprav, če nas ne bojo več financirali, pomeni, da nismo v javnem interesu, verjetno. Ne? Pa seveda od članarin, ki jih imamo naših organizacij in ne naših mladih. Tudi s tem smo se že nekajkrat kljusali v mladinskem sektorju, ker pač morajo obstajati članarine. Pač mi čutimo, da vsak mlad človek lahko pride zraven tudi brez članarin. In kar je zadnje leto zelo aktualno, je, da krepimo sektor. To pomeni, da skrbimo za to, da se bodisi mladinske organizacije zavedajo pomena zdravja oziroma pomena trajnostnega razvoja, bodisi javno-zdravstveni sektor se zaveda pomena mladih ali pa da sektor trajnostnega razvoja zaveda pomena mladih. Zdaj pa zadnji slajd. Ja, vem. Zelo mogoče zgleda zmedeno, ampak to imamo lepo notri v zvezku napisano, da vsak naš aktivist, ko kdo vpraša, lahko pokaže. Se vprašanje je sicer, če kdo to razume, ampak važno je, da ima on pri sebi razčiščeno, da šteka. Zdaj, kar je ključno, je to, da je pri nas bila vedno prisotna fleksibilnost. In tle lahko tako Nataša, ko Primož povedal, da zadnje leta smo v bistvu kar jadrali med odkritostjo in neodkritostjo naših programov, lokalnih enot in podobno. Predvsem zato, ker so se naši mladi
na lokalnih nivojih vedno spomnili nekaj novega, naredili neko novo izmenjavo, potem pa šele v evalviranju so ugotovili, da so zelo podobne te izmenjave. Na koncu mogoče je bil čas, da smo tudi povedali, da ja, v bistvu gradimo nevladno organizacijo nacionalno. In tukaj se je pojavila ta zgodba, ne, da so mladi takrat v Izoli, kjer tudi jaz prihajam, Obala, začeli z neko pobudo v Ljubljani, pa postopoma še v Postojni. Na tak način smo zrašli kot organizacija. Ampak smo specifični, ker imamo mi kot zveza, imamo člane, ki so lokalne enote in kot zveza imamo tudi člane, ki so vsebinske enote. Torej, zdaj vsebinske enote kot take so Mladinsko združenje za alkoholno in tobačno politiko, Mladinsko združenje za prehransko politiko in Mladinsko združenje za trajnostni razvoj. Torej, samo delovanje je pogojeno s tem, da smo vsem tem času se strani okolja, kot rečeno, se postavljali in prišli nekam, ker lahko rečemo, da imamo svoje mesto in predvsem želimo, da še nekdo druga najde. In kot zadnji stavek, ki ga bom tudi omenil, mogoče bo pa dolg, ker je zadnji, je to, da če vsega tega tukaj ne bi bilo, ne bi postali tako aktivni tudi na mednarodnem področju, na evropskem področju, kjer med drugim so ustanovili Evropsko mladinsko mrežo za alkoholno politiko, kar je zelo uspešno v 28 državah trenutno aktivna. So ustanovili Evropsko mladinsko mrežo o okolju in zdravju, ki je akreditirana strani Svetovne zdravstvene organizacije. So ustanovili Evropsko mladinsko mrežo za tobak. In lahko rečem tudi, da smo zelo uspešni na globalnem nivoju, tudi spet preko programa Mladi v akciji, za tako imenovano globalno partnerstvo za izobraževanje na trajnostnem razvoju. In vse to ne bi bilo mogoče, če se ne bi v tem času pojavljali take priložnosti, kot jih je ponujal program Mladi v akciji, najbolj seveda, in smo se zaradi tega tudi uspeli profilirati. Torej, neke velike promocije niti ni bila potrebna, ker so pač naša dejanja bila tista, ki so na dolgi rok privlačila množice mladih oziroma tudi širše mladinskih struktur v Evropi. Toliko. 8 minut. Hvala obema. Kljub vsemu mogoče še eno podvprašanje za oba. Zelo na kratko. Kaj mislite, da je tisto, kar je v vajnih organizacijah oziroma teh skupinah bilo prebojno? Kaj je tisto, s čimer lahko rečete, zaradi tega smo se oprijeli? To je bil tisti moment, ki nas je potegnil ali pa izstrelil. Mladinski svet Slovenije. Predvsem, ko so nam rekli, ja, v bistvu vaša direktna demokracija ne more delovati v velikih obsegih, še posebej, če hočete postati nacionalka. Hladen tuš sicer, ampak morali smo postati dosti bolj strukturirani in demokratični, čeprav je že bila prej direktna demokracija. Tako da, ampak to je bilo tisto, kar nas je bolj profiliralo in zdaj smo tisti, ki zelo pametujemo po Evropi, kako je zelo pomembna demokratična stvar. No. Predtem smo pa bili tisti, ki smo se pogovarjali za mizo 6, kako bi šli naprej. Ne. Bor, prvi se verjetno ravno obratno. Glede na to, da delujete na drug princip. Ja, pri nas pač smo vseeno tudi toliko manjši, da lahko tako delujemo. Ne. Ampak, kar se tiče tega, pa ne bi znal najbolj odgovoriti na to vprašanje, zaradi tega, ker mogoče nas najbolj žene tako motivacija za dobra dela, ne, v skupnosti. Ne. In to ne, in potem, da nam pač pridejo, mogoče to, no, da so stanovalci nas takrat izglasovali v Mercatorju lokalnem, ki ima tisto neko dobra dela, neko mečejo folk žetončke in so nas stanovalci izglasovali da smo dobili donacijo 1000 evrov od Mercatorja, kar je bil kar en velik spodbuda in motivacija za naprej. No, bravo, čestitam. Žiga, Zavod Y, Simbioza, začetki, ideja, poznamo, ne vem, koliko poznate, jaz vem, sem slišal za zgodbo iz gimnazije Bežigrad, kandidat za predsednika, veliko dogajanje pred gimnazijo ob vhodu, izvolitev je sledila, to je bil Žiga. So bile takrat že ideje o tem, da je treba biti aktiven, da je treba delati, da je treba enostavno iti za svojimi vizijami. Kako je bilo to pri Simbiozi pa pri Zavodu Y? Ja, jaz mislim, da na nek način nas vedno oblikuje prvo vzgoja in verjetno pol tudi neka okolica pa izobraževalni sistem. Zdaj, debata nas izobraževalni sistem v Sloveniji spodbuja k tej inovativnosti, kdaj drugič.
ker mislim, da odgovor je že kar jasen. Ampak verjetno je pač vse to vodilo k temu, da sem jaz v nekem momentu vodil en posloven klub za ugledne menedžerje, takrat gostil različne tuje menedžerje, ampak gotovo, da v bistvu imajo te starejši menedžerji en kup enih takih priložnosti in možnosti, kar se nam je pa zdel z Blažem Kosom, ki ga nekateri poznate, je pa to, da mladi, tisti najbolj proaktivni, nimajo nekega prostora, kamor pridejo, lahko izmenjujejo mnenja, srečanja in podobno. In mi smo zelo pragmatično se lotili, ne. Zdaj, to se navezuje na tisto uvodno zgodbo, da probam vedno okrog sebe najti drugačne, boljše ljudi, kot sem jaz. In mi z Blažem sva si tako res nasprotna človeka. Če jaz verjamem v vizijo, v to, da se vse daje, on človek zelo analitičnega pristopa, pragmatičnega pristopa, Excel tabel, mene vedno zmrazi, ko mi kdo Excel tabelo pošlje v priponki, ker res to ni moja energija. In potem je Blaž rekel, dajva se to sistematično lotiti, ne, 200 ljudi, 100 vsak, ne, on ima res tak pristop, ne, ko sem mogel 100 ljudi, ne 101, ampak 100 ljudi, ne, napisati, ne, in sva rekla, če jih bo več kot 50 prišlo na ta prvi dogodek, sreča v nesreči, nesreča v sreči, ampak ni zgodbe v zadje, ni teorij. Zoran Janković je prvi dogodek vodil, ne. Zdaj pri kakšni vladi je to plus, pri kakšni je minus, ne. Ampak tako pač je bilo, ne. Mi res jaz v teorije zelo ne verjamem. Ampak na tisti dogodek je prišlo na nek način 150 ljudi, ne. In je bil pokazatelj, da je Y nekaj, kar trg potrebuje, ne. Jaz morda imam za razliko od mnogih nevladnikov in me zato kdaj tudi kdo ne mara, zelo tak liberalen pristop in si verjamem, da verjetno mora tudi nevladni sektor na nek način odgovarjati potrebam trga, ne. Kar pomeni, da če potreba je, pol je prav, da neka nevladna organizacija obstaja, če ne, je vprašanje, a je to pametno ali ne. In potem se je zgodba Y nadaljevala, širila, preoblikovala, vmes se je zgodila simbioza in simbioza se je zgodila na zelo osebni zgodbi. Moja babica je na enem najnih skupnih kosil vrgla zelo jezno časopis na mizo in je rekla, pa Žiga Hudiča, kaj je to www. Je rekla, kje je ta trgovina, ne? Kar pomeni, da sem na nek način vedno znal opazovati družbo, slišati te potrebe in ugotoviti, da je verjetno nujno, da odreagiramo. Zdaj jaz bi šel lahko zelo preprost pristop, ne, babico bi naučil, to bi sicer verjetno naredila 1/3, ker verjetno 2/3 ali pa -1 bi rekla, ste stara in stara, kva zdaj nekaj kle bi si želela, ne, ker zamahnemo z roko in ugotovimo, da smo v bistvu celo diskriminatorni do tistih, ki jih imamo najraje, ne, detkov in babic. Jaz sem prišel pa na Y nazaj, pa sem rekel, nekaj je treba narediti, velikega, nacionalnega. Sej to ni neka ideja, kjer rabiš Teslo in Einsteina, ne, da naučiš starejše uporabljati računalnike, rabiš neko energijo in to smo uspeli na nek način narediti. Simbioza je danes ratala socialno podjetje, ločila se od Y, Y smo predali naprej, ne. Morda pa ne bi Mladinskemu svetu Slovenije preveč zaslug pripisoval, ne. Jaz sem imel drugačno energijo kot Jan, ki je šel delati nacionalno inštitucijo in hotel pokazati, da je demokratično voden. Tudi mene je z Y ni Mladinski svet maral zraven, ampak jaz sem zamahnil z roko, pa sem rekel, bomo z dejanji pokazali našo demokratičnost in jaz mislim, da smo to najlepše pokazali, ko smo pač Y predali mlajši generaciji in to je ideja, da pač mlajši in mlajši vodijo zadeve, kako jo bojo pa vodili, pa ni od mene odvisno, ampak je od njih odvisno. Tako nekako se je ta zgodba glede Y pa simbioze sestavljala. Če govorimo o marketingu, zdaj, ne gremo en korak naprej, pa imamo pa zbiranje sredstev, pa trženje, fundraising, če uporabljamo še grde tujke, pa dobrodelne akcije. Kako bi lahko zdaj to ukolupili? Kaj marketing je, oziroma so to razlike, trženje, promocija, en tak splošni okvir, da vemo? Jaz nisem iz marketinške stroke, po izobrazbi sem pravnik. In v času študija sem prebral eno knjigo Filipa Kotlerja, ki je pravzaprav velja za enega očetov te marketinške teorije. In en stavek takrat, ki je bil napisan, mi je zelo ostal v spominu in po svoje sem se ga tudi sam poskušal po svoje razložiti. In to je bila ta definicija marketinga, da pravzaprav marketing je tisto, kar ugotoviš, da druga stran na nek način potrebuje. Zelo poenostavljeno zdaj povedano. Se pravi, če se postaviš v vlogo
tiste nasprotne strani, kateri želiš bodi si nekaj prodati, želiš nekaj povedati. In če znaš ugotoviti, o čem druga stran oziroma nekdo, katerega nagovarjaš, razmišlja, kar potrebuje, potem je to marketing. In če to razumeš, mu potem to ponudiš. Ne? In nekako to razumevanje sem potem, sicer v teh pravnih okvirih se jaz osebno pač potem nisem toliko znašel in sem v bistvu to pri vseh stvareh, pri tem marketingu nek način poskušal upoštevati. In športni marketing v obdobju, ko sem se začel s tem ukvarjati, je bil še zelo daleč v nekih čist drugih, na drug način se ga je razumelo. Športni marketing v začetku 90-ih je bil iskanje denarja, iskanje podpornikov za športne klube. Jaz sem svoj projekt začel v nogometnem klubu Publikum v Celju in tisto, s čimer sem se jaz v leta 93-94 ukvarjal, je bilo, kako najti denar, kako nekoga prepričati, da je podprl nogometni klub, da je začel soustvarjati neko zgodbo. In takrat sem si tudi sam stvari na drug način predstavljal. Nogomet je bil takrat šport, ki ni bil zelo čislen, bil je zelo precej netipičen slovenski. So bili določeni športi, ki so imeli nekje boljšo pozicijo, nekako bili so tudi bolj uspešni seveda. Ampak zdaj, če gledam to obdobje in današnji čas, je to seveda povsem drugo okolje. Ta marketing v športu je šel skozi nek razvoj in danes seveda vsega več ne mečemo v isti koš. Ko se išče denar, in mi tudi danes to počnemo za športne zveze, za organizatorje športnih dogodkov, za športnike, seveda čisto drugače razumemo, kaj je to sponzorstvo, ki ga iščemo. Sponzorstvo enostavno ni samo, da ti nekdo da denar in da te pri tem podpre. Čeprav beseda sponzorstvo iz svojega izvora je točno to predstavljala še v rimskih časih. So bili pač sponzorji tisti, ki so nekomu pač omogočili, da je živel določen način življenja. Sponzorske pravice oziroma sponzorstvo je danes res nek tržni odnos, kjer mora obstajati in ponudba, se pravi, da nekdo išče sponzorja, in pa povpraševanje na drugi strani, da nekdo sponzorstvo potrebuje. Če tega odnosa med ponudbo in povpraševanjem ni, se pravi, če imamo nek produkt, kjer iščemo denar, iščemo sponzorje, pa nas nihče ne pokliče, pa nihče ne reče, mi to potrebujemo, potem ne moremo govoriti o sponzorskem odnosu. Moramo najti v bistvu drugo zgodbo. Mi lahko iščemo podpornike, lahko iščemo partnerje v projektu, lahko zbiramo sredstva, da bomo nek projekt zagnali, ga ustanovili, omogočili razvoj. Ampak mogoče kot nasvet, tudi moja izkušnja, za vsakega, ki išče neka finančna sredstva za to, da bo nek projekt lahko izvedel, ne vedno govoriti o tem, da iščete sponzorje. Ker danes tudi tisti, ki razpolagajo oziroma ki potencialno lahko pridejo v vlogo sponzorja, vas bodo napačno razumeli oziroma vas ne bodo poslušali in ne bo prišlo tega sodelovanja. Kajti bolje je iskreno povedati, da v bistvu nekdo išče sredstva za to, da bo speljal določen projekt, da bo mu omogočil nek razvoj, kot pa da govori o tem, da išče sponzorje. Kajti zadnjih 5-6 let, odkar govorimo o tej gospodarski krizi, ki pravzaprav ni kriza, ampak je neke vrste realnost, ki je mogoče 10-15 let nazaj se tega nismo zavedali, se distribucija teh sredstev povsem spremenila. Dokler so podjetja imela velike dobičke, so bila lahko družbeno odgovorna, so podpirala številne projekte. Marsikdo, ki je bil v položaju, da je odločil, je seveda tudi podpiral projekte, ki so mu bili subjektivno bliže kot drugi. Je gradil svoje zgodbe tudi na športnem področju. Nekdo, ki je imel rad rokomet, je vlagal v rokomet, je poskušal biti čim boljši svojim klubom, svojo zvezo in podobno, kdo drug spet na drugem področju. V teh zadnjih 5-6 letih, vsaj kar mi opažamo skozi naše delo, je pravzaprav se to obrnilo na glavo. Denarja je bistveno manj, praktično denarja za neko družbeno odgovornost skoraj da ni. Še obstajajo določeni organizacije, podjetja, ki so sposobne in ki tudi razumejo in si to lahko privoščijo, vendar tudi to na drug način.
ne več po neki inerciji, ni dovolj, da se pač nekoga poznaš, se nam odbrneš, ga prosiš za neko podporo, za neko sponzorstvo. Enostavno se denar večinoma namenja oziroma usmerja tam, kjer ve, da bo ta denar lahko plemenitil neke aktivnosti, ki jih recimo podjetje konkretno potrebuje. In tukaj govorimo o teh sponzorskih pravicah, ker sponzorske pravice so zanimive nekomu, ki natančno ve, da bo skozi sponzorstvo dosegel svoj cilj. In ga ne razmišlja o tem, da bo s sponzoriranjem nekomu pomagal. Sprav gre tudi za neke vrste uveljavljanja nekega dobrega imena organizacije oziroma obeh partnerjev, ki se not vstopata, ali gre vedno ne nazadnje za neke finančne, takšne in drugačne učinke? Pravzaprav pomembno je, da bom zelo enostavno rekel, ko smo delali na projektu Eurobasket, ki je bil res največji športni dogodek, ki ga je Slovenija kadarkoli gostila, je bilo zelo veliko do začetku, če se spomnite, polemik o tem, ali Slovenija sploh Eurobasket potrebuje, ali ga je sposobna financirati v tisti situaciji. Veliko se je takrat govorilo o univerzijadi, o tem, ki je pravzaprav precej škode naredila, ker je bila, vsaj po mojem mnenju, napačno zastavljena in pravzaprav ni bil dogodek, s katerim bi se konec koncev tudi navadni prebivalci Slovenije, bo neko državljani poistovetili, v bistvu videli neko velika pričakovanja o njem. In je bilo izjemno veliko negativne energije okrog tega dogodka. In mi smo se zavedali, da tudi pri iskanju sponzorjev enostavno ne moremo računati na politiko, ki bo zdaj naročila temu podjetju, podprite, dajte denar. Tako kot je bilo, morda, če se vrnem 10 let nazaj, ko so Slovenija imela Evropsko prvenstvo v rokometu, je bilo recimo drugače. So bili drugi časi, denar se na drug način zbiral kot po leta 2013. Enostavno sponzorji, ki so pristopili k projektu, so bili izključno podjetja, ki so vedela, da bodo s tem, ko bodo pridobili sponzorske pravice, in bo to pomagalo bodisi pri njihovem pozicioniranju, pri njihovi prodaji, pri njihovem doseganju ciljev. Ni bilo neke sentimentalnosti, mi vas bomo podprli zato, ker delate dobro, zato, ker je to pomembno za Slovenijo, zato, ker je to. Ne, bil je dejansko poslovni odnos. Če si uspel drugo stran prepričati, da je to, kar ti ponujaš, tisto, kar on potrebuje, potem je v bistvu on to sprejel. Če ne, ni bilo. In sama blagovna znamka, podoba te druge strani, se pravi sebe, ki to ponujaš, je seveda izjemno pomembna, ker nekdo se poveže s tabo. In če ve, da bo to povezovanje mu prineslo neko dodano vrednost, potem je to zgodba, v katero vstopi. Kolikor dvomi, se potem za to ne odloči. Ampak, kako sem rekel, to ne pomeni, ni samo sponzoriran način, kako pridobiti partnerje. Podporniki, donatorji imajo druge vzgibe. Tudi pri fundraisingu so drugi vzgibi. In če se tega zavedamo, če to tudi na nek način iskreno komuniciramo, potem bomo pri tem delu bistveno bolj uspešni. Kako je na Valu 202, če pogledamo te primere, recimo sam, ki smo jih zdaj videli, so zanimivi za neko uredniško politiko na Valu 202, oziroma kakšna je splošna uredniška politika, kako usmerjate, izbirate teme, ne vem, katere so tiste primarna publika ali primarne smeri, v katero se gre Val 202. Ali je to zanimivo, kar smo slišali? Moram naravnost povedati. Pravici, eden da, drugi ne. To mislim, da bi bil končni, pri enem bi saj trznili, pri drugem ne bi trznili. Dva projekta smo videli, slišali, ne? Kako se odločamo? Zelo dobro istočnico je dal Tomaž pred mano, ne? Jaz bi to sem še malo nadgradil, pa ne govoril o marketingu ali pa o pojmovanju marketinga, ampak o tem, ali je nek projekt, ki ga vi delate, ki ga nek zunanji partner, organizacija, skupina mladih, kdorkoli dela, približno kompatibilen, tako se pri nas včasih pogovarjamo, s tem, kar mi želimo doseči po možnosti istih ciljnih skupinah, ki jih vi želite nagovarjati s tem projektom. Se pravi, vam mora biti zelo jasno, koga in zakaj nagovarjate in kaj s tem želite doseči. Aktivna participacija mladih, politika taka in drugačna, demokratizacija, aktivacija mladih in tako naprej. Vsi uredniki rečemo, ja, to je fino, napejmo naprej. Nihče ne govori, da so ti cilji pojmenovani tako, kot so, ne?
napačni, da je z njimi kaj narobe in prav, da jih delajte in kar delajte jih naprej. Ampak nas s tem ne boste prepričali. Kako boste pa to naredili? Predvsem pa, ali ste, če pridete s tem istim nagovorom k 19-letnim študentom na faks novinarstva, ki so načeloma družbeno seznanjeni, aktualni, vedo, zakaj gre na tem svetu, ali pa kaj želijo delati v družbi, da so družboslovci, da bodo v bodoče aktivni, aktivni državljani, morali bi biti že zdaj izrazito aktivni državljani, in če jim to poveste, v redu, pojmo na pivo. To je reakcija. In ne moramo govoriti samo o ciljih, s katerimi se lahko brez problema strinjamo. In mogoče je veliko boljše, da s praženim krompirjem pridete, pa nam tudi društvo za ljubitelje praženega krompirja malo iz ušes gleda že. Ampak zakaj in kaj boste s tem praženim krompirjem naredili? Zdaj sem bil precej ilustrativen, pa morda nekoliko direkten, ampak ravno to običajno manjka. Direktnosti, neposrednosti in zelo jasnih ciljev. In lahko gre za ne vem kakšno globalno mrežo, ki ima super cilje na papirju, če te tako lepo imenovane implementacije, če se tam ne prepoznamo, če tam ne vidimo konkretnih stvari, se bomo težko ogreli za projekt. Vedno pa imejte v mislih, da nas nagovarja lahko tisti dan 2, lahko v tistem tednu 12, lahko v tistem mestu 6 ali pa 16 različnih potencialnih partnerjev, ki imajo vsak po svoje zanimiv, domišljen, bolj ali manj domišljen projekt. Ne samo na področju mladinske politike, mladih, akcije mladih in tako naprej. In običajno se tam ustavi. Če pa pridete s konkretno idejo, pa da je približno kompatibilna s tem, kar mi želimo delati, in če nagovarjate, ne vem, približno isto starostno skupino, pri nas to ni tak problem, ker imamo ciljno skupino izjemno široko, ker ne targetiramo 20 do 25 ali pa 40 do 50. Se pravi, potencialno, verjetno ne boste brcnili z nobeno skupino v temo, če nas greste nagovarjati z nekim projektom, kako zanimiv je. Tisto, kar sem jaz želel še nadaljevati okrog te logike, kaj nekdo drug potrebuje, iščite partnerje, ne samo med mediji, ampak zdaj bom za medije govoril, s katerimi boste svojo vizijo pa način izpeljave lahko skupaj sestavili. Pa ne jih iskati na koncu, ko rabite medija plane. To se pogosto zgodi. Evropska sredstva smo dobili in zdaj rabimo imeti, ker seveda projekt vključuje tudi medijsko pokrivanje, in jih je treba tisti budžet tudi na nek način, eligible costs so tudi media coverage in podobne zgodbe, in potem 14 dni pred zaključkom projekta ali pa pred okroglo mizo ali pa pred ne vem katerim dogodkom, ki se dela, se napiše, a vas to zanima, bi bili zraven. Ne vemo, kako je bil postavljen, mogoče nam sploh ne paše, ne v koncept, ne v programsko shemo, ali pa smo 2 meseca pred tem delali zelo sorodno zadevo. Vprašajte v zgodnji fazi in vzpostavite partnerstvo. Predlagajte, ampak res, prepričati boste pa morali v tisti neki osnovni začetni fazi s tem, kaj in kako boste zadevo izpeljali. In po eni strani smo novinarji ali pa uredniki ali pa ljudje v medijih celo pretirano praktiki, ko gre za projekte, definitivno. Ker kako, če imam občutek, da študenta 20-letnega na faksu s tem niti približno ne bom ogrel radio. Potem imam občutek, da tudi 30.000 poslušalcev v nobenem, ali pa 20 ali pa 50.000 poslušalcev ne bom pretegnil s tem. Se pravi, ali delite iste cilje, se pravi, da gledamo približno k istim ciljem in nam to paše programsko. Potem, ali ste nas nagovorili v neki pravi fazi, da ste preverili, kako se lahko tudi mi znotraj sebe organiziramo in ponudimo nekaj, kar bo pritegnilo, pomagalo vašemu projektu in našemu programu, to, kar je Tomaž prej rekel. Tudi mi rabimo neke stvari, in jih ne delamo kar brez razloga.
Potem pa tudi kako izvirni, kako kreativni, kako novi, kako sodobni in kako prepričljivi ste. Vse brez tega pa ne boste mladih ali pa ciljne skupine predramali. Ne? To so v bistvu tiste dileme, ki so ali pa neki ključni faktori, ki zelo vplivajo na to, ali se v neki fazi priključimo, podpremo in ponudimo pa vse prej kot samo medija plane. Na vse zadnje tudi medija plane, pa tiste oglase, ki jih rabite vi potem popisati, da je bilo toliko in toliko sekund predvajanega, da boste lahko pokrili. In včasih lahko na koncu se dogovorimo tudi v redu, ne boli nas, nobene drame niste dosegli, saj mi je ampak rabimo pa to, tudi kdaj se da dogovoriti z neko normalno, če gre za neko družbeno koristno vsebino, da tudi z medija plani pomagamo samo zato, da nek projekt, v katerega je vloženega toliko in toliko dela, truda, v bistvu podpremo. Tomaž, kot pred vami en projekt, veste, da prihaja nek dogodek, ste zraven. Kako se lotite? Kaj je tista prva stopnička, prvi korak pri oblikovanju nekega plana, načrtovanja neke vaše zgodbe? Mislim, da tako kot je nekaj najbolj naravno. Se pravi, da si res razjasniš, kaj bi želel doseči, kakšni so cilji. Če ne veš, kam bi rad prišel, seveda tudi ne boš tja prišel. Tako da, ne vem, mi smo, če se recimo na zadnjem projektu, kjer smo sodelovali pri Ljubljanskem maratonu, smo seveda skupaj z organizatorjem analizirali, pravzaprav, kaj so tista področja, kjer lahko mi s svojim znanjem, s svojimi izkušnjami njim pripomoremo in kaj recimo njim primanjkuje. In konkretno smo ravno na promociji maratona, recimo na prisotnost dogodka na socialnih omrežjih, na Facebooku, Twitterju, Instagramu, pač ugotovili, da organizacija oziroma dogodek sam, glede na kapacitete, ki jih imajo kadrovske, enostavno ni sposoben sam kvalitetno pokriti tega dogodka. In hkrati smo se zavedali, da v bistvu ta socialna omrežja so izjemno pomembna za to, da se udeležence še bolj približa z dogodkom, da se z njimi komunicira ne samo na dogodku, kamor pridejo teč, ampak da se vzpostavi odnos že morda 3 mesece, 2 meseca, da se jih spremlja, da se jih spodbuja. Vse to pa je bilo seveda zelo premišljeno narejeno, kajti to je neka platforma, kjer se potem lahko tudi sponzorji, partnerji najdejo. Vsak svojo zgodbo na nek način nagovarja udeležence. In moram reči, da je bilo, čeprav Ljubljanski maraton že prej začel delati na socialnih omrežjih, ampak dostikrat se zgodi, da je ena oseba za vse, za 5 stvari in ne more se temu posvetiti v celoti, ne more znanja, izkušnje, ki nastajajo na tem področju in ki se spreminjajo v zelo kratkem času, ne uspe implementirati vsega v projekt, je potreboval zunanjo pomoč. In mi smo sami si postavili neke konkretne cilje, ki so jih oni sprejeli in začeli delati zadnje 3 mesece in na koncu po oceni in nek način, če lahko rečem, naročnika, samih udeležencev dobili izjemno pozitivne odzive iz tujine, iz povsod, kjer so te tekači prišli v Ljubljano, in moram reči, da so bili mnogi presenečeni, ko so videli, da pač se nekdo na teh socialnih omrežjih dejansko z njimi ukvarja, jim odgovarja, jih spodbuja, jih nagovarja, da pošiljajo fotografije, in predvsem tisti, ki niso bili iz Slovenije, so bili na tem navdušeni in enostavno so tudi Ljubljanski maraton začeli dojemati več kot zgolj tek, kamor greš teč. In hkrati je to promocija za mesto, za lokacijo, kjer se dogodek dogaja, in na koncu najboljši magnet tudi za sponzorje, da o tem prepoznajo in da dejansko vidi, kako odzivna je ta ciljna skupina, ki jo kot recimo sponzor dogodka lahko nagovarjaš. Ponudiš konec koncev tudi izdelke, neke zgodbe, neko dodano vrednost za tekača, neko ugodnost, kot so bile recimo masaže, na katere si lahko prej naročil in jih pred maratonom dobil, ali pa celo v času teka. Duracelove, če ste šli, Duracelovi, bobnari, simple ideja, ritem za tekače in ustrajnost. Ampak recimo v neki manjši organizaciji, naše občinstvo oziroma današnji gostje, vi imate verjetno dosti manjši obseg, manj virov. Kako se v neki taki organizaciji lotiti? Je tle obstaja kakšen nasvet, kakšna bližnjica, ali je ne glede na velikost prvi korak vedno
vedeti moram, kaj rabim, cilji in potem izbiram sredstva. Mislim, da bližnjic ni, da je enostavno vsaka zgodba je svoja, drugačna, nastala je iz določenega razloga in če jo znaš razviti, če veš, kaj bi zdaj z njo dosegel, potem, kot je Mirko rekel, poiščeš pravi čas, prave partnerje, za katere veš, da na nek način tudi oni tebe potrebujejo, da si v bistvu, da najdeš neko simbiozo konec koncev v takem projektu in ni pomembno, koliko velik projekt je, lahko je zelo majhen, mislim pa, da je tudi potem, ko v bistvu iščeš partnerje, ko komuniciraš projektno zven, mislim, da je res zelo pomembno, da si iskren v smislu, da poveš točno to, kar delaš, da ne zadeve želiš preveč olepšati, preveč zapakirati, preveč mogoče promocijsko jo napihniti, ker takšno jo ne boš prodal. Mislim, da danes, vsaj moja izkušnja je, da partnerja bistveno lažje najdeš dejansko z nekim iskrenim odnosom, pa če tudi je zadeva morda za nekoga zanemarljiva, nepomembna, ampak mislim, da bo nekdo lažje prepoznal nek potencial za obdobje, kasnejše obdobje, da se razvije, če bo ta komunikacija in ta nastop zelo iskren in neposreden. Upam, da bo vaš nastop tudi zelo iskren in neposreden, tako da vas povabim, da počasi se ogrejete oziroma opogumite za kakšno vprašanja. Če je že kakšno vprašanje, bomo z veseljem že sprejeli. Če ima že kdo kakšno res urgentno zadevo, ki se mu je ravno kar pomislila in je dobil idejo, zdaj, da odgovorimo. Sicer pa še eno vprašanje, Žiga, za vas. Tlele, ko ste prihajali v stavbo Slovenije, le ste videli prostore Zavoda Y, plakati, marketing, HP, dobro, zdaj delam reklamo že vse, pa za Duracell, pa vse, ampak to vidimo, ne. Vaš marketing očitno, glede simbioze Zavoda Y, je kar uspešen. Ja, jaz vedno priznavam, ne, da seveda uspehu krojijo različni deležniki. Ne. In en deležnik, ki je gotov v simbiozi pomagal, da je postala prepoznavna, je bil Val 202. Očitno smo imeli dovolj inovativno idejo v pravem času in to je treba povedati. Na drugi strani je bilo kupica prostovoljcev, ki so to ustvarjali in vedno, kadar imam le priložnost, ker se mnogokrat zgodi, da seveda vseh ne poznam, zdaj je že več kot 10 000 oziroma vam rečem hvala. Je pa res, da ko smo začeli peljati zgodbo in Y in simbioze, smo morda naredili malo drugače in sicer smo se raje obrnili na gospodarstvo, na zasebne vire kot na javne vire. To je bila tista razlika, ki morda Y v tem tudi mladinski nevladnih organizacijah postavlja drugačno pot. Je pa res, da tudi to ni lahko, ne? Če ni na neki strani državo lahko nagovoriti, je v zasebnem sektorju smo slišali. Ne? Če želiš sponzorja, mu moraš zelo jasno številkami pokazati, kje bo imel on učink in se on na ta način odloči. Seveda iščeš neke podpornike, neke zaveznike, ki verjamejo vate, ki na podlagi nekih preteklih izkušenj podpirajo stvari. Ni skrivnost, do danes so moja vrata verjetno mnogo hitreje in bolj odprta, kot so bila na začetku. Je pa potem vprašanje, kaj pa je na začetku tisto, kar je najbolj pomembno. In po mojem je zelo preprost odgovor in to je, da morate najti ta svoj zakaj v sebi. Če vi v to zgodbo, ki jo delate, ne verjamete dovolj, potem ne boste uspeli. Jan je uspel, zato ker odkar ga jaz poznam, verjame v to zgodbo, ki jo dela in kamorkoli se pojavi, v to zgodbo res verjame. Jaz sem res verjel, da pač je čas, da ne samo moji babici, ampak res vsem starejšim v Sloveniji pokažemo, da internet oziroma računalniki niso bav. In ko imaš v sebi ta notranji zakaj dovolj močen, pol ni nobenih ovir, pol na nek način tudi v času največje krize najdeš sredstva. Mi smo ravno zadnjič, ko sem se poslavljal od Y, zaračunali, da smo nekje 1 milijon evrov sredstev dobili in približno 80% tega, kar pomeni 800 000 evrov, smo dobili strani gospodarstva. In to v času, ko je bila kriza tu. Mi smo Y naredili v najtežjih časih, postavili to v najtežjih časih. Zato jaz pogosto ne sprejemam tega, da se ne da, ne? Ampak morate biti drugačni, morate biti inovativni in morate res v to zgodbo verjeti. Tako
Tako da, in verjetno je to potem posledica, če si HPO omenil, moramo še Triglav omeniti, če ne me bojo oni za ušesa, da smo recimo s Triglavom uspeli postaviti medgeneracijski center, ki ga lahko tudi obiščete. Skratka, ponavadi vedno z gospodarskimi subjekti iščemo na nek način win-win situacijo, je pa po drugi strani res, in to vam bo gospodarstvo povedal, verjetno sem tudi kakšnega gospodarstvenika prepričal in mu dopovedal, da je s civilno družbo, z nevladnim svetom res pametno sodelovati. Včasih se pohecam, da jih pol obstaja, ki ko me vidijo na ulici, bežijo na drugo stran ceste. Bom pa rekel, da druga polovica pa zdaj že sama pride pa reče, lej, mi imamo pa to idejo, a bi bili partnerji, kako razmišljate o tej zadevi, a je možno to tako narediti in znajo celo poslušati in reči, ej, to imate pa vi bolj prav, dajmo to tako spremeniti. In to je pač stvar odnosa, tako kot moraš gojiti odnos s svojimi zaposlenimi, kot moraš gojiti odnos z mediji, tako moraš na nek način gojiti odnos s svojimi partnerji, pokrovitelji, sponzorji in to ni nikoli, teh bližnjic res ni, ne. To je ogromno kav, ogromno časa vlagati v to, razmišljati, poslušati in na nek način znati biti prilagodljiv. Kar pa sem jaz vedno verjel, je pa to, da je treba res sodelovati. Meni se zdi, da je sodelovanje ena ključnih mojih osebnih vrednot, ki jo probamo neko okolje razširiti. Tako da tudi tisti, ki so najbolj jezni name, ki me res ne marajo, če jutri dvignejo telefon pa rečejo, ej, a bi nekaj skupaj naredili, ni nikoli nobene zamere toliko močne, da jaz ne bi rekel, ne, zdaj pa jaz ne bom sodeloval zaradi tega pa tega. Zadnjič sem na televiziji videl en prispevek, ko taborniki pogozdujejo, po žledu, po tej katastrofi skupaj z Zavodom za gozdove. In sem razmišljal, zdaj, zakaj bi bila to zanimiva zadeva. Ne? Oni pogozdujejo sicer, ja, to je nekako v naravi te organizacije, ne, sprav v njihovem poslanstvu narava, poleg tega je seveda vzgoja, družbena odgovornost in seveda sem takoj povezal, zdaj, to je za njihovo dobro ime super zadeva, da se nekako lahko v tej liniji vzpostavijo vizavi medijev in vizavi dobrega imena, do staršev, do otrok, vedno potem, ne, to lahko za sabo potegne večje članstvo, sem naprej razmišljal, seveda, večje obremenitve za organizacijo. Jan, pri vas marketing oziroma je že čas za to, da se lahko spuščate v neke take ideje, ali ste še v fazi, bi rekel, utrjevanja organizacije oziroma vam zato zmanjkuje verov, časa, denarja? Za začetek mogoče bi rad povedal, da je tisto, kar nas ločuje od drugih, je to, da smo tihi jezdec. No, nekdo bo lahko rekel, yeah, right, ne? To reče zato, ker pač vam drugače glasno ne uspeva. Ampak jaz lahko rečem, da če že projekt, ki smo ga pri Movitu dobili financiranega pred 2 letoma, je dosegel že sam kot tak 150 objav v ključnih slovenskih medijih, lahko rečem, da tudi tem, da smo tihi jezdec, nam očitno s tem uspeva. Da pa nismo tako daleč, bi rekel, predvsem tihi smo. Sodelujemo z Tržnim inšpektoratom Republike Slovenije, sodelujemo z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, z Inštitutom za ekonomske raziskave, sodelujemo z Zavodom za šolstvo, z 2 ministrstvoma, enim bolj kot drugim. Tako da načeloma je, mislim, da predvsem, čem se razlikujemo v samem sektorju, oziroma dajmo reči na dolgoročnem učinku, katerega želimo doseči. Zdaj, predvsem, kar je pomembno povedati, je, da zdaj mogoče bo na vzkrižju s tem, kar bo do sedaj povedano, da ni nujna medijska pokritost in ni nujno privatno partnerstvo. Še enkrat naj povem, mi smo v 8 letih obstajanja dobili 0 evrov strani gospodarstva in niti vprašali ga nismo. So pa nas oni vprašali. Tobačna industrija je prišla, če bi podprli naš projekt o tobaku. Alkoholna industrija je prišla, če bi podprli naš projekt o alkoholu. In potem se vprašaš, kaj za vraga želijo podpirati, glede na to, da smo diametralno nasprotni v naših interesih. In po drugi strani smo tudi tisti, ki smo prvi, ki smo kritični do tega, da se v mladinske organizacije silijo take organizacije, vključno z zavarovalnicami, vključno z bankami, vključno v tem primeru z eno najboljših akcij, ki se v Sloveniji zgodila in tudi najbolj številčnih, in to mislim, da sem tudi že parkrat povedal, in to je akcija Ekologov brez meja v Čistimo Slovenijo na dnevu. Meni je osebno na tistem njihovem seznamu v nobenem primeru ni pasal BMW ali pa Agip ali pa katerokoli drugo podjetje, ki ima neposredno vezo na razlog, zakaj sploh to delamo.
iz tega vidika jaz mislim, da je čisto prava profilacija, da tako še enkrat lahko si kar tihi jezdec in ti ne rabi vse to. Po drugi strani se strinjam, da je dosti lažje živeti v svetu, kjer si lažje preskrbljen. Po drugi strani se pa tudi z Žigotom ne morem več, zelo dosti strinjam s tem, da v času največje krize lahko samo dobri projekti obstanejo. In jaz mislim, da v času največje krize, ko se posod na vseh možnih javnih mestih krči denar, da še vedno obstaneš in še zrasteš in da imaš recimo 7 zaposlenih v organizaciji, ki je nekoč bila zgolj in izključno prostovoljna, potem enostavno ti pove, da pač očitno dodajaš temu, kar se v družbi pričakuje. Zdaj pa, moje zadnje mnenje je, mi, če ne bi bilo mladinskih pobud v okviru Mladi v akciji, torej akcija 1.2, in če ne bi bilo urada za mladino, ki je financiral relativno neučinkovite programe, kot je bil naš do leta 2006, ne bi obstali. Zdaj, danes je ta threshold tako visoko postavljen, da težko boš sploh obstal, če si neka nova pobuda. In tako kot ste vi postavljeni, jaz mislim, da je zelo fino povedati, da je potrebno v enem določenem trenutku se profilirati in videti, kje lahko ti daš neko dodano vrednost družbi. In verjeli ne, v Sloveniji lahko govorimo čez njo marsikaj, ampak v tujini ni nič boljše. In če ti boš pokazal kateremukoli partnerju, pa naj bo to privaten, pa javen, da uspeš dodati dodano vrednost družbi, verjemite mi, vas bojo identificirali in vam bojo pomagali. In boš tudi v njihovih očeh pač persona grata. Ne? Tako da pomembno je predvsem vaše poslanstvo, predvsem je pomembno v enem določenem trenutku, ko se iščete, začeti razmišljati o tem, ali jaz res hočem zadevo delati per se, ali hočem zadevo delati zaradi tega, ker imam neko dolgoročen cilj. In mi smo ga imeli. Mi smo imeli sanje, ki na začetku nismo imeli pojma, kako jih upeljati. In zdaj smo tukaj. In vključno z Valom 202, ki mogoče ravno našo pobudo, ki je nezanimiva in nepravilno pakirana, mogoče ne bi podprl in predstavu javnosti, smo dosegli tudi to, da smo zakone spremenili. In smo dosegli to, da smo mlade aktivirali v to, da so kritični in da povejo tisto, kar jim je. No? Tako da moje mnenje je, da ni samo ena pot in smo preveč v nekem konceptu neoliberalizma usmerjeni v to, da moramo biti všeč drugim, raje, kot da bi skrbeli zase, da smo sami sebi, da smo zadovoljni s tem, kar imamo in da na dolgi rok naredimo še kaj dobrega za družbo in ne zgolj za gospodarstvo. Zdaj, jaz bi rad samo to sporočilo dal, da ne bo narobe razumljeno. Ne? Absolutno, stvar pristopa je tisto vprašanje, kako se zadeve lotiš in ni prav ali pa narobe. Ne? Prav pa je, da v mladinskem sektorju razumemo, da obstaja več poti. Tudi Zavod Y ima status v javnem interesu in je v sklopu tega verjetno dokazal, da neke stvari v javnem interesu deluje. In jaz mislim, da je treba kombinacijo iskati. Ne? In če nekdo zna samo z javnimi sredstvi živeti, preživeti in prepričati, je ključ to, ne? A znamo dodajati dodano vrednost. Ne? In jaz mislim, da je to treba razumeti. Na koncu dneva, in to vedno pozivam vse, ni prav pa narobe. Ni njihov model ali pa naš model boljši ali pa slabši, je tak, kot je. Na koncu je prav, da zmerimo, kaj je bilo narejeno, kaj je bilo spremenjeno, da so zakoni sprejeti, drugačni, da je ta učink, da v nas piše, ne vem, statistika, statističen urad, Umarjevo poročilo. Zato je po mojem treba na nek način razmisliti in vedeti, kaj je tvoj zakaj in potem zbrati neko pot, preko katere boš pač dosegel ta učink, na koncu moraš pa zavedati, pač, da je ta učink dodajanje vrednosti za tistega, kar delaš. Ne? In zdaj, če znaš to z gospodarstvom narediti in če to ni škodljivo za družbo, je to verjetno zelo korektno in super. Če znaš to narediti samo z javnimi sredstvi, zaradi tega, ker pač si se odločil, da greš v neko pot ali pa v neko vsebino, ki je zelo, bom rekel, javno dobro, pol je celo dolžnost države, po mojem mnenju, da to podpira in k sreči, jaz mislim, da še premalo država to podpira in potem je v mladinskem sektorju treba iskati te win-win kombinacije in na nek način kdaj krpati neke luknje, ki obstajajo, ko država ne funkcionira, pa je privaten sektor pripravljen funkcionirati. Tako da rad bi, da je sporočilo
vsem vam, ki delate vsak dan, dajte razmišljati, a je ta ali druga pot ne boljša, ampak učinkovitejša, kaj lahko naredite. Zavedati se morate pa, da ne ena, ne druga ni v tem momentu lahka. To je pač treba zelo jasno povedati in verjetno je ravno kombinacija ene in druge metode, glede na vsebino, ki jo pa imate, se morate pa odločiti, kera prevladuje, pač na nek način tista smernica, ki je boljša. No. To se mi zdi, da nas zdaj zgleda, da se javni in zasebni sektor še prereka in krega, ker res to ne bi bilo pravo sporočilo. Jaz bi rekel, da verjetno govorimo o pluralnosti. Ne? Organizacije so različne, imajo različne pristope, različna poslanstva. Za nekatera poslanstva je sprejemljivo, da delaš z gospodarstvom, da delaš neke stvari, da promoviraš določeni ciljni javnosti, v drugim ali pa večjim, v drugem primeru zopet si izbereš, katero je tvoje področje. Tako da se moramo zavedati tudi sploh v mladinskem sektorju, da je pa pluralnost izbire za mlade in možnosti, da se mladi vključujejo tudi v vaše organizacije, seveda primarna. In tukaj ne smemo videti, se strinjam in zato sem se vključil tudi malo bolj vsebinsko, nekaj je prav, nekaj je narobe. Ja, različni smo in različne stvari dosegajo različne in skupne rezultate. Prosim, kakšno vprašanje že? Tretja vrsta. Tamne sem nekaj videl, ste se muvali. Četrta vrsta, tudi tamne ste bili nekaj zelo naploskali ste v zadnjih vrstah. Dajmo. Kakšno vprašanje? No, se še malo ogrevamo, kar pogumite se, vem, da jih imate kar nekaj na rezervi. Pa mogoče še izpostavimo še eno temo, kar se tiče medijev, kako je s tem senzacionalizmom oziroma slabimi novicami v medijih. Očitno Val 202 ni tukaj medij, ki bi bil zelo nekih senzacionalističnim zgodbam podvržen tem, ampak recimo slabe novice, je to pri vas pomemben kriterij izbire ali to pač? Upam, da ni po logiki, ker smo taki, sem to vprašanje dobil. Ne, se hit. Okrog tega, kaj je dobra, kaj je slaba novica, okrog tega v medijih ni konsenza in ga nikoli ne bo. Tudi pri nas ga ni, ampak ja, v zadnjih letih, glede na to, da je res zelo veliko vsebin, ki imajo vsaj negativno konotacijo ali pa neposredno pač opisujejo negativne stvari, na najširše možen način razumevanja slabega. Je čist naravna reakcija, da poskušaš v programu vseeno prikazati, da obstaja v družbi tudi še plus, ker drugače je celoten učinek programa, ki ga imaš v javnosti, da je pač v naši družbi ni drugega kot slabo. Tega pa ne želi noben medij dajati, kljub sem dober, noben, zdaj sem pa jaz preveč z naše perspektive. Jaz nisem prepričan, da je prav veliko medijev, ki bi vendarle želeli dopovedovati Slovencem, Slovenija in Slovenci in naša družba in vse sfere naše družbe in vse pore naše družbe so slabe in pika in nehajte biti optimisti in zdaj gremo vse še psihiatrija ali pa ostale 3 variante. Tudi mi pravzaprav načrtno v določenih segmentih iščemo pozitivne zgodbe, ampak predvsem skozi pozitivne ali pa učinkovite ali pa konstruktivne primere, če hočemo malo bolj karakterizirati, kaj je zdaj dobro, kaj je dobra novica. Na nivoju tega pa, da bomo ali informativno oddajo ali pa pač neko redno oddajo, danes bomo imeli slabo, prihodnjič bomo imeli dobro zgodbo, pa slabo, pa dobro, pa bolj slabo, pa manj dobro. Na ta način to ne funkcionira. Res pa je, da ja, vemo, da obstaja v družbi toliko in toliko stvari, ki so, recimo temu, zdrave, pozitivne, produktivne, konstruktivne. Iščemo namenoma neke pridevnike, s katerimi opredeliti, kaj vse se išče. In da, poskušamo izpostavljati tudi take, celo načrtno do mere, da smo z nekimi start-upi, mlajšimi, novimi, perspektivnimi podjetji, ki so to izkazali, šli prav v neko serialko tudi takih zgodb, ker vse ostale gospodarske zgodbe so bile, ali pa 95% je bilo tako ali drugače kontaminiranih, negativnih, propadajoče, slabo in tako naprej. Zdaj, koliko to vpliva na neka ali projekte, ki jih delamo in tako naprej,
Ja, če je veliko, recimo tega, vsaj dojetih negativnih stvari, potem obstaja toliko več prostora za to, da se kakšne stvari poskušajo skorigirati, morda na nivoju ozaveščanja o stvareh, morda na konkretnih primerih, morda nekih sistemskih rešitvah. Zato je mogoče ta želja ali pa pripravljenost te stvari delati več, pogosteje, bolje, celo večja, kar jaz razumem kot še večjo priložnost za nevladne organizacije, da z nekaterimi idejami oziroma z določenimi projekti lažje pridejo tudi v medije. Pri čemer pa ena kratka replika, morda tudi prej še neizrečeno, nikjer ne piše, da vi delate projekt, ki ga morate na vsak način medijsko izpostavljati, ne? Ali pa da ga res pa je, da praviloma prijete do točke, ko to želite početi ali pa morate narediti, ne? Iz takih ali drugačnih razlogov. Če ste vi uspešni pri svojem delu znotraj nekih struktur, organizacij, sistema na katerikoli ravni in ne potrebujete ne lastne promocije, da boste to lahko izvedeli, ne denarja za ne vem koga, potem se na medije preprosto ne obračajte, ampak bo v nekem trenutku vaš rezultat tisti, s katerim boste medije obvestili, dosegli smo pa to in to sistemsko spremembo. In takrat po možnosti, bolj ko boste jasni ali pa pozitivni v teh svojih dosežkih, boste takrat imeli medijsko pokrivanje. Velikokrat je pa dejansko tako, da je vprašanje, kako prepričati ali pa kako prideti v medije. Ne? Razloge pa tudi vi enako dobro poznate. Ne? Mogoče eno vprašanje za vse, če boste lahko si tudi odgovorili. Koliko se vam zdi pomembno, da imate dobro socialno mrežo, da je vaš socialni kapital organizacija ali pa vaš oseben visok, se pravi poznanstva, pa ne v tem smislu, da hočeš preko nekih vez prideti in nekoga pokositi oziroma odstraniti, ampak v smislu doseganja dobrega, ali javnega interesa, ali nekega cilja, neke akcije, ali ne vem, promocije vaše ideje. Kako mislite, tudi izkušnje, koliko je to pomembno? Iz mojih izkušenj se mi zdi, da je to vedno zelo pomemben. Socialni kapital, poznanstva, to pač ne samo za rast organizacije, tudi za osebnostno rast je to vedno dobro imeti. Tako da ja, s tem prideš do več ljudi, do več možnosti izvedb projektov različnih, do več tudi konec koncev z možnosti, da pridete do kakšnih financ preko partnerstva, ki so pač ponavadi preko razpisov. Konkretno recimo, mi smo se pogovarjali po telefonu, pa ste omenili, da ste s četrtno skupnostjo formalno hoteli sodelovati, pa se kar nekako niso hoteli priti zraven. Je tle kakšen korak naprej, ste preveč odmaknili od njih, je tle imamo zdaj neko, bi rekel, samoniklo idejo in neko formalno ureditev. Ja, problem imate približno iste cilje, seveda. Seveda, cilji so isti, sam četrtna skupnost Bežigrad se po mojem se počuti mogoče malo tako, da mi prevzemamo njihovo delo, no, v tem smislu, da in so pol kar malo se napadene ali ne vem kako počutijo, ogrožene iz strani nas, ne, oni pa morajo vedeti, da pač mi samo ponujamo dodatno vrednost tej soseski, ne. Mi bi radi z njimi sodelovali skupaj na vse mogoče, mislim, kolikor bi se le dal. Ne. In potem pa tukaj je ta problem, ne, ki so institucije in javni servisi in to še zmer precej togi, no, in se namesto, da bi delali skupaj z pobudami in tako dostikrat to zavračajo čist na podlagi ogrožene, ki se počutijo ogrožene. Ob tem še vedno velja vabilo za vprašanja, ker bomo počasi zaključevali, smo že v zaključnem delu, tako da prosim, če imate kakšno vprašanje, kar izvolite. Še Jan? Jaz mislim, da ključno pri tem je v bistvu naravnanost. In jaz mislim, da tako pri Žigatu pa pri meni
se pozna to, da dostikrat prideš z zmagovalnim odnosom do ljudi. In posredno to tudi je nalezljivo in tudi ljudje to vidijo, da nekdo ima zadevo pod kontrolo in da celotna zgodba ne pelje v nobeno pogubo, še posebej, če pa imaš da pokazati tako uspešne projekte, kot je recimo Simbioza ali pa recimo kakšen drug projekt, ki ga imamo mi, ki ni nobenega pojma, ko se kliče. V glavnem, bistvo, kar je tle, je to, da ljudje so v osnovi dobri. Jaz mislim, da na dolgi rok, kar nas trenutno tare, je predvsem to, da imamo malo časa. In največkrat se zgodi to, če se pojaviš kot nek bogi študente, ki bi rad prišel na razgovor na fakultetu za družbene vede, za morebiten sodelovanje projekta, oni ga vidijo, v praktikumu bi rad on nekaj delal. Če pa se pojaviš kot predsednik neke organizacije z pristopom, da mi bi pa radi skupaj z vami izvajali neko raziskavo, potem dobiš tudi tako partnerstvo. In na dolgi rok so veze definitivno zelo pomembne. Zloraba vez, pa mislim, da kar hitro se ti potem začne vračati na tak ali drugačen način. Tako da jaz mislim, da je ključno, da vse, kar lahko od samega začetka vlagate, je to, da greste vsakega sestanka domov ali pa na drug sestanek kot zmagovalci in se počutite, da ste tam naredili res vse, kar je bilo v vaši moči in da si niste zaprli pot za naprej. Tako da jaz mislim, da ključno je, da se veze vzdržuje, da tisti, ki ti mogoče res grejo največ na jedra in tudi večina ostalih grejo na jedra, tudi to jasno tem ljudem poveš. In na tak način se bo zgodilo, da te bo verjetno ena določena skupina ljudi imela rajši, druga pa se vedno malo manj, zaradi tega, ker si jim že povedal, da jim greš na jedra, oziroma obratno. Tako da to je moje osnovno mnenje glede samih vez in poznanstev. Slovenija je premajhna za to, da bi lahko rekli, da se bo vse dalo preko Slovenije doseči. Predvsem pa se da z dobrimi produkti na širši ravni doseči več. Zdaj, ki v Sloveniji reče, da veze in poznanstva ne štejejo, ne pozna psihologije ljudi. Dejstvo je, da pač ljudje smo v neki interakciji in so odnose ena ključna zadeva. Zdaj, kar osebno pogrešam, je to, da veze in poznanstva pri nas pomenijo, da zato, ker se poznava, boš ti dobil vse to. Jaz mislim, da v Sloveniji pogrešamo, ali pa jaz ga pogrešam, ta logiko meritokracije. Jaz priznavam, pa hkrati vedno povem, da vse svojo socialno mrežo sem si zgradil sam, ki izhajam z dosti umetniške družine, tako da sem jaz bolj črna ovca te familije, tako da ni bilo stricev, tet in podobnega. In v to je treba vlagati čas, energijo in zato je šlo ogromno enega časa. Hkrati pa, ko govorimo o meritokraciji, govorim pa o tem, da pozabljamo na to, da je prav, da zmagujejo najboljši. In kar se recimo danes dostikrat zgodi, je, da ljudje pokličejo, veš kaj, jaz imam pa sina, ki bi rad imel to ali pa tuno službo, in moj pristop je vedno zelo jasen. Če ga poznam in če vem za tega človeka, da je dober, mi ga ni problema priporočiti. Ampak kamorkoli človeka priporočim, je moje merilo enako. In sicer pravim, jaz ga poznam, vem, če ga poznam in vem, če dober je, ampak če imaš boljšega, vzem boljšega. Če boš pa mogel se odločati med dvema enakima, potem je pa prav, da pač moje priporočilo nekaj pomeni. Ampak samo v tem pristopu. In to je tisto, kar jaz v Sloveniji pogrešam. Da v bistvu veze in poznanstva, zaradi tega, ker ko nekoga poznate, ko nekoga veste, da je nekaj naredil, da mu lahko zaupate, je to seveda prav, ampak hkrati mora biti dober. Kar je to državo na nek način uničilo, je to, da je nekdo, ki je bil slabši, ki je bil dražji, dobival posel in podobne neumnosti. In zato ima tudi ta prizvok, imeti veze in poznanstva v slovenskem prostoru neko negativno konotacijo. Ni res, imeti veze in poznanstvo, imeti socialni kapital, vam bo v življenju pomagali, ampak ne bo vam pa to pomenilo, da ste pa lahko zdaj zaradi tega leni, slabi oziroma ne naredite tistega, kar ste obljubili. Jaz se včasih počutim še mnogo bolj odgovornega, zaradi tega, ker iz tega vidika moram skrbeti za to in včasih sem tudi na koga od mojih jezen, ko rečejo, tole pa ni narejena zadeva, tako, kot bi mogla biti, ker na koncu sem tudi jaz odgovoren za to. Tako da jaz mislim, da glede vez in poznanstev reči, da to ni pomembno, ni res, ampak kako jih uporabljate in kako na ta svoj socialni kapital stavite, je pa vsaj moja logika zelo meritokratska. Tam se nekdo ni strinjal z mano, tako da upam, da bo kaj povedal. Meni? Jaz sem sedno ne strinjam. Ja. Prvo ne prihajam iz slovenskega okolja, sem tukaj nova, pa ukvarjam se z
mladimi z manjimi priložnostmi, gre se za svašta, no. Pač. In pač mislim, da je veliko mladih, nas mladih, ki nimamo niti veze, niti poznanstev. Eni enostavno tudi nimajo socialne veščine, da bi jih izpostavljali. Nimajo te podlage, ne, pač v samih sebah, pač v sebi, ne. In kako pol, naprimer, nekdo pride, nekdo drug, ne, pač nekdo, koga ste vi priporočili, in čeprav, naprimer, da jaz, ki nimam socialne mreže, morda niti nisem toliko sposobna, ne, sem pač rabim jaz tudi priložnost, ne. In če nekdo pride, pa imamo za to delo nekako iste, ali pa pač lahko bi prišli do ene stopnje. Morda tudi jaz malo bolj počasno, sem vseeno mislim, da ne vem, da pač zgubiš, če nimaš te socialne mreže, zgubiš ogromno. In nekdo, ki pač ima ta nek stik, ima očeta, ki pozna nekoga, pa bo prišel do tebe, do te službe. In to, kar jaz vidim, da to traja lahko leta in leta in leta, ne. In enostavno izpadeš iz mreže. In nimaš nobene podpore in pač ni kulno. Še enkrat, jaz sem zelo poudaril, da ni pomembno, da imate pravega očeta in da morate biti vi dovolj dobri. Zdaj, da ste dovolj dobri, je pa treba vlagati energijo, čas, ne. Midva greva komot na kavo. To, da ste se danes odzvali, ste že pokazali korak. Z veseljem spijem tudi z vami kavo, pa vprašam, kje vam lahko pomaga. Kaj pa, če si ne upam priti z vami na kavo? Ja, se je pa fajn naučiti to. To je pa tisto, kar je pa moj message, zelo jasen vsem mladim. To se je treba naučiti, upati si je treba naučiti v življenju in to, da si upaš korist. Jaz vem, da ni lahko, ampak tudi meni ni bilo lahko, pa je to neka veščina, ki sem jo dobil. In se pravim, strinjati ali ne strinjati se s tem, a veze igrajo vlogo, odgovor je ja, igrajo vlogo, ampak upati si je treba. Z veseljem napojem nobenega, še nisem pojedel, ki je z mano kavo spil, tako da lahko se zmeniva za kavo in če je to v interesu, in to je treba pač na nek način. Jaz sem se tudi bal prvega predsednika uprave pocukati za rokav, se pravim, danes pa oni bežijo na drugo stran. Tako da... Ok, očitno smo prišli zdaj za zelo pestro in zelo pomembno temo. Jan, izvolj, Ja, čisto na hitro, ja. Vprašanje je, ali trenutno so veze in poznanstva pomembne v Sloveniji? Je odgovor ja. Ali čutim, da je prav to, da so veze in poznanstva pomembne v Sloveniji? Je moj odgovor ne. Ne? To je ključno. Po mojem mnenju tudi tle se moram strinjati z Žigo glede samega krepitve veščin. In brez govora počnem točno to, da mlade spodbuja k temu, da so outspoken, da se naučijo komunicirati v javnosti, da jih ni mogoče strah narediti en korak naprej. Po drugi strani smo pa mi tudi eno veliko napako pred leti naredili, da smo kar smatrali, da vsak mlad človek, ki hoče biti aktiven, družbeno koristen, da bo pa avtomatsko postal mladinski voditelj ali pa vodja. Kar je pa tudi velika napaka. Mi imamo preko 80% ljudi, za katere sem 100% pripričan, da se bojo bali pocukati Žigota za rokav. Pa ne zdaj tega, ker mislim, da sem jaz povedal, da tega ne počnejo, ampak predvsem zdaj tega, ker je pristop tudi do mene po vsej verjetnosti koga drugega, tako kot smo oblečeni recimo, ne, ali pa ne vem, tako se reče, aha, to je pa nek uspešen človek, ta sigurno za mene bo imel časa. Tako da jaz mislim, da je ključno, in predvsem to govorimo o neenakostih v zdravju, jaz mislim, da tudi o neenakostih pri drugih priložnosti v življenju. Da mora vsak mlad človek imeti priložnost postati tisto, kar si bi rad želel postati. In to se lahko doseže samo s tem, da se začne balansirati na tak način, da se programi, ki učinkujejo, ki spremenijo neke kompetence mladih, ki jih nazadnje Movit preko programa Erasmus Plus in Mladi v akciji financira, na dolgi rok imamo možnost tudi pogovarjati in na dolgi rok nekaj narediti. Ne? Jaz tudi ne rad hodim tako oblečen, ampak žal pač na koncu je potrebno tako, ker če te nekdo drug ne smatra kot sebe enakega. To debato bomo nadaljevali 2. decembra na okrogli mizi Ključ do vključenosti. Vabljeni, še vedno mislim, da je še neki mest, kolegica Roberta, Tima. Tako da Ključ do vključenosti, več informacij na spletni strani ali pa pol med odmorom. Zaokrožimo tole okroglo mizo oziroma zaključimo z enim vprašanjem, oziroma prosim bi vas, če lahko
Vmes smo se dotaknili spletnih socialnih omrežij, družabnih omrežij. Zmanjkalo nam je časa za to. Tudi tukaj mislim, da je še veliko priložnosti in da vsi gostje, kar so aktivni na teh spletnih socialnih omrežjih, ampak žal zmanjka časa. Kljub samo eno spodbudo za zaključek, mogoče en povzetek, eno misel vseh vas za to, kako neko dobro idejo, v katero verjameš, za katero misliš, da je dobra, imaš občutek in se kaže potencial, da lahko je uspešna, kako jo gojiti, kaj bi bil vaš nasvet? Seveda, iz vaših vidikov glede področja, kjer delate. A lahko še vprašam, kako mlade pritegniti v ta projekt? To je zdaj vprašanje še dodatno. Okay. Sorry. Pač vidim, da noben ni prijel za mikrofon. Zdaj, prvo kot prvo dajemo družabnim omrežjem dosti prevelik pomen, kot v resnici bi moral biti. Zdaj, ne nazadnje moja diplomska tudi v tej smeri šla, ampak ugotavljamo, da predvsem nevladne organizacije se težko obstanemo, če nismo prisotne. Ne nazadnje zato, ker pač tudi določena preventiva mora tam potekati. Zdaj, kako mlade pritegniti k temu, da so vključeni v družbena, družabna, kakorkoli bi se na dolgi rok temu lahko reklo, je predvsem na čim bolj naraven način. Se pravi, vse, kar je prisiljeno, po mojem mnenju, pripelje do zavračanja okolja. Se pravi, mlade se lahko vključi s tem, da se jih enostavno ne množično bombardira z zgodbami, ampak predvsem s tem, da se jih recimo nekaj tega v neki sliki mogoče potem to zadevo lajkajo, ugotovijo, da bi lahko postali, da jim je še pobuda všeč in posredno se ti mogoče pridružijo tej pobudi. Da bi bil pa nek univerzalen način, kako bi lahko mlade pritegnili družabna omrežja, družbena omrežja, pa žal ne obstaja. Enostavno pa mislim, da Facebook, Twitter in podobni pa imajo svoj poslovni model naravnan k temu, da se postopoma ta zadeva dvigne korak naprej in da začnejo ti oni na tak način služiti. Torej jaz mislim, da bi mogla biti kakšna druga skupina ljudi, ki bi nam morala povedati, kaj bi tukaj bolj delovalo. Ja, mi, ko delamo na terenu z mladimi največ, pač pristopati do mladega in se začeti pogovarjati z njim in ga poslušati. Ne. To je pač naš pristop, ne, oziroma moj. In potem pač skupaj z mladimi pride do nekega skupnega jezika in skupaj magar nekaj organizirati. Ne. Zdaj, kaj zanima mlade, to vemo, ne. To so videoigrce pa do neke mere šport. Ne. Potem pri fantih, ne. Pri puncah pa, to je pa še hujš. Mislim, mi imamo tako, ne, fora o tem, kako pritegniti mlade, ne, je kako pritegniti mlade punce, da pridejo pol še mladi fantje. Tako je ponad to in to je zelo težko, ne? Ni najlažje v teh časih. Ampak ja, oseben pristop. Jaz sem danes preveč govoril, tako da bom zdaj kratek. Jaz mislim, da je treba najti svoj zakaj. V to je treba res iskreno verjeti in si upati, predvsem pa si upati biti drugačen in na koncu dneva si upam trditi, da ravno drugačnost, bogatstvo družbe, ki jo pač imamo. Kar se socialnih omrežij tiče, so meni mogoče celo bolj zanimiva kot to, da si na njih zelo aktiven, kar sicer sam nisem, to, da preko njih poslušaš in spoznavaš druge. Kajti to, kar je bilo rečeno, da se z mladimi pogovarja, da se jih posluša, mislim, da je to glavna zadeva. Če znaš poslušati, potem znaš iz tega delati ideje, si lahko proaktiven. Če želiš zgolj komunicirati, da drugi tebe poslušajo, potem je vprašanje, če boš s tem jih res pravilno nagovoril. Mislim, da uspešno komuniciranje najprej temelji na poslušanju in šele potem na reakciji tega poslušanja. Tako da so socialna omrežja zelo primeren način, da pravzaprav spoznaš in da poslušaš, kaj drugi razmišljajo, kaj jih zanima in da si potem, kako sem že vodil, rekel, to je tudi neke vrste marketing, da pravzaprav znaš ponuditi odgovor na to. Družbena, družabna, socialna omrežja, kakorkoli, v bistvu niso nič drugega. Zakaj z nekom,
ko ga prvič vidite, pa začnete debato, debatirate 20 minut, z drugim pa po 2 vljudnostnih frazah odidete. Oziroma se nimate o čem pogovarjati. Gre za identičen ali pa zelo soroden princip vzpostavljanja komunikacije. Zdaj, če nekdo doseže, če z nečim dosežete identifikacijo vaših potencialnih sogovornikov, to je lahko samo eden po kavi ali pa po tej okrogli mizi, lahko jih je pa 15-20 tisoč na Twitterju, potencialnih govorim, ali pa 3000, ki bodo z vami stopali v interakcijo. Ključna stvar se mi zdi tisto čisto osnovno zavedanje, pa morda v določenih točkah res tudi precenjujemo, ampak je še vedno mislim, da tudi potencial obstoječih, čeprav bodo zamenjala se, da ne rečem propadla, zamenjala se, pa druga bodo prišla, po mojem osebnem prepričanju, socialna omrežja namreč, je pa to, da ne poskušate prodati, se pravi not share, oziroma share not sell. Se pravi, ne poskušajte prodajati stvari, ampak v tem širokem smislu, tudi čist po idejah, kaj želite doseči pri nekom, ampak nekoga vključiti, deliti z njim, ker je vaš pravi sogovornik. In če se bo on v tem prepoznal, boste dobili reakcijo. Se pravi, kaj je namen zdaj tvitanja? Zato, da bo nekdo, da mu bo nekomu na račun preletel vaš tweet in jih bo 20, ki se ga tudi trzno ne bo, ne? Se pravi, ne prodajati stvari, ne mislim neposredno v marketinškem smislu samo. To je pač naša ali pa tudi moja deloma osebna logika, ampak jih deliti zato, ker imate razlog za to. In v takem primeru pa vzpostaviti interakcijo z nekom, za katerega želite, da se na to odzove oziroma da ga to sporočilo doseže. Tukaj pa vidim, jaz mislim, da veliko in medijev in nasploh, ne vem, institucij, organizacij, ki nastopajo, kot da niso še tega razmisleka naredila, no? Kaj tam početa. Ne? To, da vi opozorite, da imate akcijo ali pa da imate projekt, v redu, opozorili ste, morda bo nekdo celo na to trzno, ampak niste pa naredili tisto, kar je za socialno mreže po mojem mnenju ključno, in to, da ste v resnici dosegli neko točko identifikacije, pa predvsem interakcijo vzpostavili. Vi rabite imeti debato z ljudmi, ki tam pač želijo biti, na Twitterju, na Facebooku, na Soundcloudu, ne vem kje. Hvala lepa vsem za vaše iskrene, iskrive, poglobljene razmišljanja. Mi bomo nadaljevali čez, Nataša, čez... Mi bomo nadaljevali čez 20 minut. Za 10 minut skrajšamo odmor. Hvala vam, ker ste malo podaljšali, tako da bi čez 20 minut nadaljevali. Hvala lepa. Smo razumeli, da smo mi krivi, da imajo krajši odmor.